O, živjo. A greste z mano po neki sveže zelenjave? Ko rečem sveže, seveda mislim špar. Brokoli in jabolka ali pa jabolka in korenje. Zanimivi pari, ki ne pašejo ravno skupaj na krožnik, gotovo pa ne na mesto za shranjevanje. Oglašamo se iz Špara, kjer so mi spet zastavili poseben izziv. Tokrat moram poiskati sadno-zelenjavne pare, ki ne pašejo skupaj. To je tako, kot če bi igral družabno igro Spomin, ki jo jaz obožujem, sam na malo drugačen, svež način. Gremo domov in presortirajmo tole zelenjavo. Čeprav se nam včasih po prihodu iz trgovine ne da zlagati sadja in zelenjave na pravo mesto, je to najbrž pametno narediti, če hočemo, da bosta sadja in zelenjava obstala čim dlje časa. Za daljšo življenjsko dobo je vse potrebno pospraviti na hladno, je pa nujno treba jabolka ločiti od korenja, brokolija in solate, saj lahko res hitro sprožijo gnitje ostale zelenjave. Jabolk pa očitno res nobena zelenjava ne mara. Nič zato, jih mava pa midva z Nacetom to kraj. Solato pred shranjevanjem razdelimo na posamezne liste in jih namočimo v hladni vodi za nekaj ur. Posamezne liste solate osušimo, jih postavimo na čisto kuhinjsko krpo, zavijemo in pospravimo v plastično posodo s pokrovom. Presenečeni boste, kako dolgo bo solata ostala sveža in hrustljava. Pa še pripravljena je za velike solatne sklede, če se boste kdaj slučajno počutili malo lene. Korenje in brokoli prav tako pospravimo v posode s pokrovom. Z njimi boste lahko tako kuhali do 2 tednov in še dlje. Jabolka pa so malo drugačna zgodba. Shranjujte jih ločeno, najbolje v vrečki z luknjami. Lahko jih uvijete tudi v vlažno kuhinjsko krpo. To krpo date v vrečko, ki ima luknje, to vrečko pa potem v hladilnik. Če se vam slučajno kakšno jabolko izmuzne in začne izgubljati na svežini, potem pa predlagam, da kar takoj skuhate jabolčni kompot, ki je itak odlična rešitev za prihajajoče jesenske dni. To je to. Tako bo jesen, ki je pred vrati, gotovo tudi sveža.